Lep in prijazen dan želim iz Izole. Natančneje nahajamo se na področju Livat in sicer z novo pridobitvijo mesta Izola. To je električni mini avtobus, recimo, ki omogoča prebivalcem Izole in seveda njihovim gostom, da jih popeljejo iz ene točke do druge, če to potrebujejo, in seveda zastonj. No, mi se nahajamo sedaj na novem krožišču Prešernovi cesti, seveda zavili v center mesta. To je nova pridobitev mesta Izola, ki omogoča stop iz Prešernove ceste v samo središče mesta. Nosilec tega projekta je seveda mesto Izola, upravlja pa projekt komunalno podjetje Izola. Imajo dva taka vozila in 3 voznike, ki poskrbijo za to, da se boste lahko popeljali po mestu trečene iz točke A do točke B. In kako pridete do njih? Enostavno. Na voljo je številka, telefonska številka, napisali jo bomo 030, mislim, da je 330 naprej. In na to se vam bo seveda vozilo približalo, vstopili boste in se peljali v želeno točko. Dodajmo, da vozniki teh vozil seveda vladajo Izolo, tako da poznajo vse točke v mestu in se sedaj vozimo v samem središču mesta, in sicer smo na področju znamenitega drevoreda 1. maja. No, to je znano krožišče v Izoli, ko vstopate v samo središče mesta, in tukaj se seveda sedaj nahajamo že v starem mestnem jedru. Na levi strani je tržnica in mi se bomo sedaj zapeljali s tem novim vozilom. Ne bomo dame povozili, seveda ne. Po mestnih ulicah, to pomeni, če bodo turisti prišli in parkirali na zelenem parkirišču, jih bodo s pomočjo takšnih prevozov pripeljali do njihovega naročenega apartmaja. No, zanimivo, tukaj levo je Šolska ulica. In mi se sedaj počasi prebijamo po mestni ulici do nekdanje tovarne Delovaris. No, tukaj smo v delu mesta, na levi strani je italijanska šola. In tukaj je seveda kar nekaj zanimivih objektov, ki pa rabijo seveda še nekaj popravkov, da bi ponudili turistom prijaznejšo podobo mesta Izola. Mimogrede povemo, da je danes dan mesta Izole, oziroma praznik mesta Izole. Tako, če boste opazili zastave, ne govorim o perilu, ki ga vidite,
da gre za praznovanje lokalnega praznika Izole. No, kot pravijo, v podjetju bodo seveda najprej opravili kar nekaj voženj, nato pa se odločili, kje se bodo vozili. In omogočali prevoze prebivalstva in pa seveda obiskovalcem. No, vidite, to se ne bo dogajalo. Avtomobil s češko registracijo, to so sigurno turisti, zagotovo ne bodo potrebovali tovrstnih parkiranj poleti, kar je seveda lahko velika težava. No, zdaj bo šlo. In mi gremo naprej. Vidite, to je en od primerov, kjer lahko v praksi pokažemo, zakaj je pomembno, da bodo Izoli lahko pripeljali turiste do njihovih najetih apartmajev. No, mi seveda tukaj moramo zaviti v to ulico, in sicer je to, če se prav spomnim, Krpanova ulica. Ker je električni avtobus ozek, omogoča seveda, da se lahko mirno prebija po teh ozkih selskih ulicah. To je srednji To je srednji trg, ki mu pravijo Izoli veliki trg, čeprav žal ni velik, ampak tako pravijo. No, in tukaj je ta zanimiv mini park. Tu naravnost je najmanjša marina, ki jo Izola premore. Premore pa v tem trenutku 3. No, tudi tukaj se lahko prebijemo. Na desni strani vidite njihov najbolj znani hotel v središču mesta. In tu seveda obnovo obalja. In seveda sedaj bomo naredili tu krog, se zapeljali če bi šli tukaj naprej, bi prišli do njihovega kopališča, in sicer je to znamenito kopališče pri Svetilniku. Naravnost pa je nekoč zanimivo področje, kjer so pristajale ribiške ladje in seveda tudi druga plovila. Ni bil to neke vrste carinski pomol. No, kot rečeno, tukaj gradijo, kot pravijo domačini ali poznavalci, na trač, mi pa seveda pravimo ob obali, kakor kdo. No, sedaj se bomo zapeljali po znameniti ulici, ki v bistvu nosi naslov, pravi naslov, in sicer ji pravijo Sončno nabrežje. In so lokali, kjer se lahko
sedete in si privoščite eno od njihovih ponudb. To je začetek tako imenovanega sončnega nabrežja in tukaj res vidite zastave, ki dokazujejo prej omenjeno, da Izola danes praznuje svoj občinski praznik. To pa so prej omenjeni lokali. Dodajmo še eno stvar, ki je zelo zanimiva, ki smo jo objavili že v predhodni prvi informaciji, da ta vozila, ti kurierčki, kot pravijo, premorejo tudi vožnjo za vse tiste, ki so invalidne osebe. Torej, lahko vozijo tudi invalide z vozički. To je zelo pomembno, torej zdaj gre za šeststransko vozilo, ki je res opremljeno za vse potrebe potnikov. Torej, na desni strani je znamenita Izolska lonka, kjer se nahaja parkirišče in pa seveda mini prireditveni prostor. In tukaj je prej omenjeno osrednje krožišče, ki je nekoč bilo lepo urejeno, sedaj pa ga imajo takšne, kot je. No, to je odrečeno že prej, drevored 1. maja in je res zanimiv drevored. Če bi bili lokali še bolj urejeni, bi bilo stvar prav posebno in zanimivo za obiskovalce. Posebej bilo zanimivo to, če bi iz teh ulic, pa te ulice, omaknili promet in bi bilo to namenjeno pešcem. In seveda domačinom. No, srečali smo zanimivega moža, ime mu je Fredi Polšak, tudi bil mož, glasbenik, ustvarjalec, vreden moje omembe. No in mi se peljemo naprej. Čimer se drevored 1. maja tukaj zaključi. In to je zanimivo Dantejeva ulica. Dimnik, ki vidite v spredju, žal ne predstavlja tovarne, ampak razpadajoče tovarno, nekdanji del Delomaris oziroma Argo. In tukaj kar nekaj zanimivih objektov, ki jo to ulico dopolnjujejo. No, to je ta del razpadajoče tovarne, ki pa jo sedaj urejajo toliko, da ne bi bilo zdaj žal z rušenjem na samo cestišče. No, tukaj desno je vhod na področje sedanjega parkirišča te nekdanje tovarne. In če bi šli nekoliko nižje, bi prišli tudi do glavne marine, seveda do obale. No, morda bodo to vozilo za prevoz v samo središče mesta upravljali tudi turisti, ki prihajajo v enega od večjih turističnih destinacij, in sicer v ta del, to je hotel Delfin, ki ima praktično številne ponudbe za starejšo generacijo. No, to je ta Delfin, vidite tukaj. In s kolegom se voziva s tem zanimivim vozilom tudi mimo na levi strani zemljišča, ki bo nekoč morda postalo tudi turistično naselje. Morda. No, tukaj je še eno zanimivo področje, in sicer še eno parkirišče,
pravi prišče na Tomažičevi, kjer imajo na voljo tudi parkirišče, tudi področje za parkiranje z avtodomi. Ne prav briljantno, ampak imajo. No, to je to. Parkirišče na Tomažičevi, ker vidite sedaj parkirane avtodome. In seveda bomo vam zdaj pokazali tudi to parkirišče, če boste prišli v Izolo, kjer lahko parkirate svoje vozilo. Seveda z nadomestilom. No in sedaj se bomo počasi umaknili ali pa peljali tja, kjer smo začeli svoj prispevek, in sicer na področje Livat. Predtem pa vam bomo pokazali še, naravnost je zanimivo področje San Simon ali pa Simonov zaliv, kakor komu ljubše. In tukaj je zanimiva barka, ki je pa žal nekoliko razpadajoča, kar je v bistvu zanimivo, da se na turističnem področju ne potrudijo Izolani, da bi to uredili. No, to je ta povezovalna cesta. Na desni strani je kompleks Simonovega zaliva oziroma Dependance in pa področje apartmajev. No, tukaj desno pa so zgradbe, v kateri imajo svoje stanovanja Slovenci iz različnih področij Slovenije. No, če bi tukaj na Joževskem krožišču zavili desno, bi se lahko zapeljali do Belvedera. To je zanimiv turistični kompleks nad klifom, Strunjanskim klifom, in lahko bi prišli tudi v Piran in Portorož. No, tule na desni strani je področje imenovane Jagodje. To je novo področje kot dopolnilno stanovanjski kompleks, delno tudi turistično zdaj že, kjer so si tako imenovani domačini zgradili svoje domove in prebivališča. Na vrhu tamle so, če se prav spomnim, Baredi, desno pa se imenuje Šaret od njih. No, mi nismo zapustili Izole, nasprotno. To je zanimiva še ena stvar, to je parancana cesta, po kateri se lahko popeljete s kolesom vse tja do Portoroža. Torej tudi, to je lahko zanimiva stvar. No, ta kompleks, ki vidite tukaj, ne bi komentirali, ker je v bistvu žal ni v ponos mesto Izola. Je pa zato ponos stare področje zelenega nasada, seveda vinograd, ki bi lahko opazili. To je še ena stvar, ki ga premore Izola, to so urbana stanovanja, lepo urejen kompleks. In to je bilo tudi vse. Tu smo začeli in tu bomo tudi zaključili. Lepo se imejte, spoštovani, in to je bil prvi naš prevoz z zanimivim vozilom in kolegom, ki je to naredil za nas in za vas. Živjo!